Naša osnovna potreba je potreba po hrani. Ves izjemni razvoj tehnologije in znanosti ne spremeni dejstva, da moramo jesti, da bi živeli. Razvoj družbe iz daljne preteklosti do danes je bistveno spremenil tudi kulturo in način prehranjevanja. Ob hranjenju komaj da še vemo, od kod hrana prihaja, in le redko jo vidimo v njeni osnovni obliki. Z bolj ali manj domiselnimi kulinaričnimi postopki si pripravljamo obroke iz predelanih osnovnih pridelkov. Prav zaradi sodobnih načinov priprave hrane je treba celotne procese pridelave in predelave hrane predpisati v zakonodaji ter izvajati ustrezen nadzor. Varnost hrane je na prvem mestu v splošnem javnem interesu. Veterinarska uprava Republike Slovenije izvaja uradni nadzor na vseh stopnjah proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora. Veterinarska uprava Republike Slovenije. Veterinarska uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zagotavljanje zdrave in varne hrane je kompleksen proces, zato Veterinarska uprava Republike Slovenije sodeluje s številnimi institucijami, z Nacionalnim veterinarskim inštitutom ter njihovimi laboratoriji na državni in regionalni ravni, z veterinarji, ki svojo dejavnost opravljajo na podlagi koncesije, z Zdravstveno inšpekcijo Republike Slovenije ter drugimi. Za učinkovito delovanje na nacionalni ravni je VURS organiziran kot glavni urad ter notranja in mejna veterinarska inšpekcija. Glavni urad je razdeljen v sektorje in službe, in sicer sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali, sektor za veterinarsko javno zdravstvo in diagnostiko, sektor za mednarodne zadeve, sektor za krmo in zdravila za uporabo v veterinarski medicini in službo za kontrolo kakovosti in notranji nadzor. Pa si najprej oglejmo sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali. Sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali skrbi za izvajanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zaščite živali. Med drugimi nalogami pripravlja strokovne podlage za izvajanje ukrepov ob pojavih kužnih bolezni živali, izvaja ukrepe v primerih izbruhov kužnih bolezni živali ter ukrepe v zvezi z zaščito živali. Posebna mobilna enota za zaščito živali je opremljena z vso potrebno opremo in je tudi ustrezno izurjena za izvajanje pregledov in opravljanje nadzora nad zaščito živali med prevozom. Enota deluje na celotnem ozemlju Republike Slovenije in ima pooblastila, da sama zaustavlja prevozna sredstva, ki vršijo prevoz živih živali po ozemlju Republike Slovenije. VURS pri izvajanju programov za izkoreninjenje kužnih bolezni živali sodeluje z Nacionalnim veterinarskim inštitutom, veterinarskimi organizacijami, rejci in rejskimi organizacijami, lovskimi organizacijami, ribiško zvezo, ornitologi ter drugimi institucijami, organizacijami in interesnimi skupnostmi. Sektor za javno veterinarsko zdravstvo poleg nalog z področja uvajanja pravnih norm z področja higiene živil skrbi tudi za pripravo in dosledno izvajanje monitoringov na področju živil živalskega izvora. Nosilci dejavnosti proizvodnje živil so odgovorni za proizvodnjo varne hrane. Naša naloga pa je, da z različnimi postopki nadzora skrbimo, da nosilci dejavnosti dejansko izvajajo predpisane postopke in preverjanja znotraj proizvodnje v živilskem obratu. Naš nadzor temelji tako na ogledu dokumentacije in evidenc dejanskega stanja, to se pravi čistoče in reda v obratu, kot tudi na osnovi uradnih vzorčenj, če dvomimo v določene postopke nosilca dejavnosti. V primeru ugotovljenih neskladij uradni veterinar ukrepa odvisno od teže ugotovljenih neskladij. Najstrožji ukrep je brez dvoma začasna ali trajna prepoved proizvodnje. Pri proizvodnji živil je temeljna pozitivna naravnanost nosilca dejavnosti do čistoče. Nobena tehnologija in evidence ne nadomestita tega odnosa do higiene. Sektor za mednarodne zadeve z vrsto nalog sodeluje v nacionalnih in evropskih zakonodajnih postopkih. Globalizacija svetovne trgovine, tudi na področju trgovanja, uvoza in izvoza živali in živil, prinaša vedno nova vprašanja. Usklajevanje pogojev in pravil v okviru svetovne trgovine je eno najtežjih poglavij sodobnega sveta. Trgovanje z živilskimi proizvodi znotraj Evropske unije je prosto.
Subjekti, ki trgujejo na evropskem prostem trgu, pa morajo dosegati visoke standarde za svoje odobrene proizvodne obrate. Pri zagotavljanju sledljivosti blaga si pomagamo s Trade Control and Expert System, TRACES. Inšpektor pripravlja spričevala za izvoz v tretje države in pri proizvajalcih ter trgovcih preverja izpolnjevanje izvoznih pogojev. Sektor za krmo in zdravila za uporabo v veterinarski medicini med drugimi nalogami pripravlja tudi predpise na področju svojih pristojnosti. Poleg zlorabe zdravil je krma za rejne živali področje, na katerem so vrata za vnos nezaželenih snovi v prehransko verigo najbolj odprta. Pripravljamo in izvajamo pa tudi izobraževalne programe o krmi, o BSE in TSE, skrbimo za izvajanje programov z področja vzorčenja krme, z registracije vseh subjektov, ki se s krmo kakorkoli ukvarjajo, in vršimo nadzor nad njimi. VURS sodeluje v sistemu RASF, Rapid Alert System for Food and Feed. Sistem omogoča hitro in adekvatno ukrepanje v primeru pojava neskladnih živil ali krme na trgu. Notranja in mejna veterinarska inšpekcija preverjata izvajanje predpisov in skladnost s predpisi na vseh področjih. Notranja veterinarska inšpekcija šteje 270 uradnih veterinarjev, ki so teritorialno razporejeni po 10 območnih uradih. Območni uradi običajno delujejo v 2 oddelkih. V oddelku javnega veterinarskega zdravstva ter v oddelku zdravstvenega varstva in zaščite živali. Uradni veterinarji v oddelku javnega veterinarskega zdravstva opravljajo nadzor v odobrenih in registriranih živilskih obratih. Nadzor se vrši na osnovi letnega plana, ki je pripravljen na osnovi analize tveganja za posamezen obrat. Oddelek zdravstvenega varstva in zaščite živali opravlja nadzor nad kmetijskimi gospodarstvi za rejne živali, spremlja preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja kužnih bolezni, izvaja ukrepe za zaščito živali pred mučenjem ter skrbi za druge naloge na osnovi letnega plana dela. Po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo so opazne tudi spremembe v organizaciji in delu mejne veterinarske inšpekcije, ki opravlja svoje naloge na 6 mejnih veterinarskih postajah. Blago se na ozemlje Republike Slovenije in s tem tudi na teritorij Evropske unije prevaža preko cestnih, morskih, železniških in zračnih poti. S 1. majem 2004 veljajo v Republiki Sloveniji predpisi Skupnosti za promet, trgovanje, uvoz in izvoz blaga. Izjeme so neharmonizirana področja, ki jih države članice Evropske unije urejajo na nacionalni ravni. VURS pri uradnem nadzoru upošteva ključno načelo, da je treba zagotavljati proizvodnjo varne in zdrave hrane ter skrbeti za zdravje in zaščito živali. VURS je dosegel velik napredek v kakovosti uradnega nadzora, ki se izvaja usmerjeno in na podlagi analiz tveganj. Pregledi znotraj uradnega nadzora se izvajajo po enotnih standardiziranih postopkih. Rezultati uradnih pregledov se evidentirajo v ustreznih elektronskih bazah podatkov, ki sestavljajo centralni informacijski sistem VURS. Odličnost je naš cilj.